Zdaj bi pa jaz se vrnil k drugim pomembnim točkam z današnje seje vlade. Ena izrazito pomembna, bila je obravnavana na zaprtem delu seje vlade in gre za občutljivo problematiko pogodbe s Patrijo. Zaradi tega boste razumeli, da bom izjavo, ki smo jo skrbno prebral od A do Ž, ker gre za občutljive zadeve. Skratka, Vlada Republike Slovenije je danes naložila državnemu pravobranilstvu, da do naslednje seje vlade pripravi tožbo na ničnost pogodbe za nakup srednjeoklepnih kolesnih vozil 8x8. Sklep okrožnega sodišča o odločitvi o prvotno vloženem predlogu za izdajo začasne odredbe je namreč vlada ocenila kot zelo dobro podlago za nadaljevanje postopka z neposredno vložitvijo tožbe za ničnost pogodbe. Zato vlada pritožbe zoper ta sklep sodišča o začasni odredbi ne bo vlagala. Vsi dokumenti v tej zadevi so označeni stopnjo tajnosti zaupna, zato dodatna pojasnila niso mogoče. To je izjava s tem v zvezi, tako da kakšno vprašanje? Ja? Rajko, ja? Gerič, Televizija Slovenija. Ali je vlada na podlagi te tožbe že ocenila, kakšna bo rezervacija zaradi pogodbenih kazni, ki jih lahko uveljavlja Patria? Ne, o tem še nismo odločali. Kot rečeno, bo v državno pravobranilstvo do naslednje seje pripravilo tožbo in takrat bo mogoče več časa za druge izračune in podatke. Ali je vlada naložila državnemu pravobranilstvu, da preveri, kolikšne so že pogodbene kazni in kolikšne bodo rezervacije na strani proračuna? Vse podrobnosti bodo predložene vladi. Hvala. Sergej? Ali je vlada danes razpravljala že o kakšni novi strategiji, ki jo bo imela glede opreme Slovenske vojske, glede na to, da bo očitno ta pogodba propadla? To me zanima pa glede na to, da so podatki tajni, a je mogoče kaj povedati, kakšne pa so podlage za vložitev tožbe, v kateri smeri grejo? No, tukaj seveda vlečeš za jezik, ker bi moral izdati nekaj, kar v začasni odredbi piše, pa ne smem. Tam noter so te, bi rekel, podlage zelo jasno in lepo definirane. Ko bo sodišče umaknilo na stopnjo zaupnosti, bomo lahko o tem govorili, zdaj pa pač ne smemo. Kar se tiče tvojega prvega vprašanja, je ministrica za obrambo na seji vlade izrazila ta zadržek, vedoč, kaj ničnost pogodbe s Patrijo pomeni, in bo vlada seveda na prvih, ko bo imela ustrezne parametre, o tem tudi razpravljala na njeno izrecno željo. Danes o tem nismo govorili. Ja. Sem ravno to hotel vprašati, kot si rekel, izjavo ste pač uskladili, predvidevam, v širšem ministerskem krogu. Tudi današnje poizvedovanje v parlamentu po koaliciji kaže, da dejansko obstaja večinska naklonjenost tožbi. Ja. Ministrica je danes bila nedostopna za komentar, mogoče nenavadno, ali podpira dejansko izjavo takšna, kot je? Ja, to sem mogoče pozabil v prvem stavku povedati, seveda ta izjava bila sprejeta, oziroma ta sklep bil sprejet soglasno. Na vladi se običajno trudimo sprejemati vse odločitve soglasno. Seveda ministrica iz razlogov, ki je Sergeja prej navedla, imela zadržke do takšne izjave oziroma takšne odločitve. Po daljšem usklajevanju je bila potem ta izjava sprejeta in je ona jo podprla in za njo glasovala. Kakšno vprašanje je rekel? Jaz bi še na to temo. Kaj takšna odločitev pomeni za že sklenjene oziroma že narejene svarune? 4 še čakajo v Velenju na prevzem. Ja, jaz mislim, da se z vložitvijo tožbe, z začetkom postopka za vložitev tožbe, vsi postopki s tem v zvezi zamrznejo.